N1 podcast s Suzano Lovec. Kaj je preveč biti na telefonu? Zakaj to niso stvari, pri katerih bi zamahnili z roko? Zakaj se to dotika vseh nas? Kakšne otroke, najstnike in odrasle srečujejo tisti, ki se v Sloveniji ukvarjajo z nekemičnimi zasvojenostmi? Kako prepoznati pri sebi, pri najstnici, najstniku, otroku, odraslem? Kakšne so lahko posledice in kako izgleda odvajanje? Kaj pa je to pretirana raba? Kakšni so konkretni nasveti? Danes bomo govorili o nekemičnih zasvojenostih, največ o digitalnih zasvojenostih, a tudi o drugih. Z mano sta Mija Repenšek, svetovalka na Logoutu, torej na Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta, magistrica družinskih in partnerskih študij, ki raziskuje zasvojenosti in nevarne rabe telefona, socialnih omrežij in spletne pornografije. Dober dan. Dober dan. In pa terapevt Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, kjer se zelo veliko ukvarjajo z nekemičnimi zasvojenostmi. Dober dan in tudi vi dobrodošli v N1 podcastu. Dober dan. Gospod Kramli, vi ste že pred 8 leti, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem zasledila en intervju, kjer ste že pred 8 leti rekli, da so nekemične odvisnosti v takšnem porastu, da ste vi takrat omenjali že epidemijo teh odvisnosti. Najprej povejmo, za katere vse odvisnosti tukaj gre in s katerimi se vi največ ukvarjate. Skratka, imamo digitalne, od interneta, od igranja iger, tukaj se temu tudi reče zasvojenost od telefona in tako naprej, omrežij. Poznamo nekemične, recimo lahko se človek zasvojen s spolnostjo, s pornografijo, z igrami na srečo, s hrano in tako naprej. S katerimi se vi največ ukvarjate pri vas? V vaši ambulanti, česa največ vidite, kaj imate vi največ vsak dan na sporedu. Pa tudi glede na to, da sem začela s tem, da ste pred 8 leti rekli, da gre za epidemijo, kaj bi torej danes rekli? Ja. Hvala za ta vprašanja, pa deva začeti s tem, da bo... Glejte, moj namen, da sem jaz danes tu prišel, ni, da bi popluval novo tehnologijo, da bi jo kritiziral, da bi jo izpostavljal, ker brez nje ne bo šlo. Absolutno. Odvisnost od nove tehnologije se bo stopnjevala in s tem ni nič narobe, tega se ne smemo bati. Mi moramo vedeti, da ko mi delamo s pomočjo nove tehnologije, se naši možgani organizirajo tako, da začutimo utrujenost, naveličanost. To se pravi, delo s pomočjo nove tehnologije ne zasvoji. Drugo pa je, če grem jaz na telefonček, na PlayStation, na tablico za sprostitev, za zabavo, takrat se pa naši možgani organizirajo tako, da nas spodbujajo, bodi vedno dalj časa, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Zapravi, že naučiti se moramo razlikovati med delom s pomočjo nove tehnologije in med zabavo. In tukaj imamo pa velike težave. In prav zaradi tega, ker se ne zavedamo in nismo osvestili, da pri sprostitvi potrebujemo strukturo, časovno in prostorsko, pri delu pa, ko mi nekaj pametnega delamo, narava sama za človeka poskrbi in ga zaščiti. No in mi imamo v našem centru, ker lahko preko telefončka s 3 igralnicami hkrati igraš, lahko si na kriptovalutah, lahko si na socialnih omrežjih in zdaj imamo mešanico, paleto teh, ko pride, to je drastičen primer, ki se, mislim, da se ne bo ponovil, je prišel gospod, ki ga je ta zasvojenost tako finančno udarila, da je izgubil 25 milijonov evrov. Njegova podjetja v tujini in tudi doma so propadla, bankrotirala, zaradi tega, ker je bila skušnjava teh igrc, ponudbe kriptovalut, tako močna, da on kot odrasel človek mojih let te skušnjave ni zmogel. To se pravi, tukaj gre za to, da naš center je prvi v Evropi, ki se je ukvarjal v javnem zdravstvu z nekemično zasvojenostjo zaradi igralništva, ker tam v Novi Gorici, kot veste, mi smo znani po tem, da smo po številu igralnic na tako majhnem prostoru prvi na svetu in je eskalirala ta problematika zasvojenosti z igrami na srečo tako močno pri uporabnikih igralnic in tudi pri zaposlenih. Seveda, ker smo mi zaradi potreb ulice ugriznili v to, se je ob pojavu
naj si bo prekomerne uporabe spleta, igrc, kar avtomatično k nam začelo obračati vedno večje število ljudi, ne le iz Nove Gorice, ampak z cele Slovenije. Mi jih imamo z cele Slovenije in celo Italijani prihajajo, tudi kakšen Avstrijec potrka na naša vrata. Tako da imamo celo paleto tega. Moram pa povedati, da so v ospredju glede iskanja pomoči osnovnošolci in srednješolci po številu najbolj močni. Trenutno pri vas. Trenutno, ja. Skratka, se je ta struktura ljudi, ki prihajajo k vam zaradi nekemičnih odvisnosti, z leti močno spremenila. Ne? Začeli ste s tem, kar ste vi rekli, torej igre na srečo. Gorica, vemo, blazen davek je plačalo to območje zaradi teh igralnic in ga še plačuje. Ne? To so pa cele družine, ki so trpele in še trpijo recimo zaradi te zasvojenosti. Zdaj pa so v ospredje prišle, čeprav razumem, druge vrste zasvojenosti. Druge vrste je pa tako, jaz nekako povem, da najmlajši do sedaj pri nam je imel 6 let, najstarejša oseba, ki je poiskala pomoč z tega naslova, pa 84 let. Tako da tukaj ni nobena populacija, generacija zaščitena pred nekemičnimi zasvojenostmi. Gospa Repenšek, s kakšnimi zasvojenostmi, vi se ukvarjate naloga to z digitalnimi zasvojenostmi, ampak kaj je pa tisto, zaradi česar se največkrat ljudje obrnejo k vam? Ja, pri nas je ponavadi, da pride družina, zelo velikokrat pride družina, pride z najstnikom, z otrokom ali z večjimi otroci in pridejo starši, reče, tukaj je, to je problem. Zdaj pa nam povejte, kako bomo rešili oziroma kako boste vi to rešili. Večinoma so te primeri, seveda absolutno pridejo tudi odrasle osebe, študenti, tudi možje, žene, tudi pri v bistvu poskusijo, da bi se tukaj kaj izboljšalo, tako da v bistvu obravnavamo tudi, tako kot je gospod rekel, zelo, zelo širok nabor nekih ljudi, ki iščejo pomoč, ki jo rabijo, ki si želijo kaj spremeniti, ali pa želijo starši spremeniti. Zelo velikokrat se tukaj pozna, da starši so nemočni, zgubljeni, ne vejo, kako sploh ukrepati. Ta zasvojenost lahko mladostnika naredi tudi zelo nasilnega, grozijo lahko in je v bistvu tukaj tudi nek strah pred v bistvu svojim otroku. In potem reče, jaz tukaj nič več ne morem, dajte mi tukaj nekaj pa pomagati. Kar je absolutno prav, ampak res pridajo, ko so res nemočni. In je že ta prva streznitev, zdaj bomo poiskali pomoč, v bistvu ena velika stvar, ker nekdo, ki prija do nas, že ima neko kapaciteto, da bo pa nekaj vse naredil. Kdaj, na kateri točki se starši ali pa družine ali pa najstniki ali pa študenti obrnejo na vas? Kaj je tista točka, ko običajno rečejo, brez pomoči ne bo šlo oziroma imam problem? Ali pa moj otrok ima problem? Zelo odvisno. Veliko imamo zdaj trenutno v obravnavi najstnikov, ki so enostavno nehali hoditi v šolo, ki so začeli razmišljati o digitalnih poklicih. Absolutno so poklici, v katerih si lahko tudi zelo uspešen. Imajo pa zelo predstavo, da bodo ti poklici lahko hitro prišli, brez velikega truda, predvsem to, da so lahki poklici. In da se zato enostavno ne bo jim treba kaj prida potruditi. Govorim naprimer o streamerjih, zelo veliko mladostnikov, otrok, fantov pride, jaz bom streamer, ga vprašam, kaj si pa kaj posnel že, a si mogoče že kaj, mislim, kaj si že naredil, na konc koncev, doma imaš telefon, imaš računalnik, imaš tablico, absolutno lahko že ti nekaj posnameš, zmontiraš, dajmo pogledati. Ja, ne, to pa še nisem. In skratka, to bolj kot neki izgovor za to, da so lahko da upravičijo, zakaj se... Absolutno. Tudi, ne vem, naprimer, potem e-športniki bi zelo radi bili, influencerji, kriptomilionarji, radi bi delali dropshipping, se pravi, uvažali stvari in jih preprodali. Tako, poklici so se kar zelo spremenili. Tudi, naprimer, pri dekletih, ko prideš v razred, gimnazijke, poklicna šola nima veze, pri 16-17 rečejo, jaz komi čakam, da bom 18, da lahko začnem OnlyFans prodajati svoje fotografije.
To je zdaj že v bistvu ideja mojega zaslužka, moje kariere. In ob tem tudi nerealna pričakovanja, kako bo življenje potekalo verjetno in verjetno tudi veliko razočaran. Absolutno, zelo veliko razočaran. Predvsem iz tega vidika, jaz bom e-športnik, gre v bistvu za športnike, ki se profesionalno ukvarjajo, se pravi z igranjem iger. Tukaj govorimo o tem, da so tudi že klubi, ki v bistvu pripravljajo te športnike. In predvsem je ideja, jaz bom e-športnik, če bom veliko igral. Nihče pa v bistvu tukaj ne pomisli, da e-športniki imajo prehrano urejeno tako na proper, potem imajo naprimer psihološko podporo, morajo se znajditi, v bistvu izuriti to, kako se znajditi v neki situaciji. Neke taktike se delajo izven igre. Oni imajo naprimer 3-4 ure sploh iger na dan. Tudi vi poročate, brala sem, da se dogaja, da otroci, najstniki pustijo šolo, ker ne zmorejo v bistvu več tega koraka življenja običajnega zaradi zasvojenosti z telefonom, igrami in računalnikom in tako naprej. Tu je razlog v tem, pri neomejenem dostopu do svetovnega spleta lahko naš otrok, mladostnik, dobiva enem dnevu toliko dražljajev, kot so jih njihovi vrstniki prej dobili v 2 letih. In sedaj, če ima naš otrok, da nimamo družinske kulture uporabe nove tehnologije, dnevno dobi toliko informacij in podatkov, da jih možgani ne morejo sprocesirati. Možgani naredijo zaščito, ta zaščita pa je, da sprocesirajo lahke všečne podatke. In če to traja od 3. razreda osnovne šole do 9. razreda osnovne šole, ta izpostavljenost, možgani dobijo vzorec reševanja sprocesiranja podatkov na to, da naredijo selekcijo, spoprimejo se z lahkimi podatki. In seveda, ko imamo mi sedaj ta vzorec možganov, da sprocesirajo, kar je všečno, kar je lahko, mi pa pričakujemo od otroka, da bo šel po osnovni šoli na gimnazijo, ker smo prepričani, da je naš otrok nadpovprečno brihten, da je genij, da je neverjeten, kar v resnici tudi lahko je, vendar trčijo ob tej oceni, da je on zelo inteligenten, naravni talent, da so pa njegovi možgani prevzeli vzorec, da se ne morejo soočati z zahtevnimi podatki, ki jih gimnazija ali pa ena zahtevna srednja šola posreduje. In zdaj imamo mi v Sloveniji zaradi nepravilne uporabe nove tehnologije okrog 3000 mladih, ki ne zmorejo dokončati osnovne srednje šole in niti fakultete. To se pravi, imamo že v slovenskem prostoru maso ljudi, ki dejansko imajo možgani tak vedenjski vzorec, da niso kos sprocesirati odgovorne vsebine. To pa vpliva tudi na vedenjski vzorec, ne le na sposobnost, a bom šolo naredil ali ne, ampak vedenjski vzorec postane, da ta človek sposoben delati to, kar je luštno, kar je fajn, ne pa tega, kar je prav. In mi nujno potrebujemo kot družba, tu govorim, da je to civilizacijsko vprašanje, to ni več vprašanje družine, to ni več vprašanje ene države, to je civilizacijsko vprašanje. Ali bomo na planetu dovolili, da bodo možgani obremenjeni in sposobni samo sprocesirati, kar je luštno, ali pa bomo ohranjali aktivne možgane, ki bodo sposobni reševati zahtevne podatke in tudi sposobni se soočati z izzivi. Nacionalni program duševnega zdravja Mira, takole pišejo, z izrazom, nekaj smo že o tem govorili, z izrazom kemična zasvojenost, označujemo odzivanje telesa na uživanje določenih psihoaktivnih snovi, alkohol, droge, ki vplivajo na fiziološke procese, obstajajo pa tudi nekemične in vedenjske zasvojenosti, ki nimajo organske podlage, temveč jih ponavljamo zaradi pozitivnih posledic na naše počutje, ker se počutimo fajn, kot ste rekli, naprimer zasvojenost z igrami na srečo, družbenimi omrežji, nakupovanjem. Kemična zasvojenost tako predstavlja stanje, ko se telo na psihoaktivno snov tako navadilo, da se zdi, kot da ne more brez njega normalno delovati, medtem ko za nekemično oziroma vedenjsko zasvojenost je značilno vedenje, za katerega se oseba zaveda njegove škodljivosti, vendar ga kljub temu ponavlja in ne more prenehati. Če gremo širše, kaj zasvojenost pomeni močno in nekontrolirano težnjo po ponavljanju določenih oblik vedenja, ki stimulirajo naše telo in nam prinašajo ta občutek zadovoljstva.
Je pa težko včasih prepoznati, kaj je zasvojenost in kaj je neka raba, pretirana raba. Običajno, piše Mira, običajno uživanje v neki dejavnosti na prvi pogled težko ločimo od zasvojenosti, saj gre za vedenja, ki jih v določeni meri izvajamo vsi. Nakupovanje, uporaba računalnika, prehranjevanje in tako naprej. Tudi vi ste rekli, napačno bi bilo demonizirati tehnologijo samo, ker s tehnologijo samo, ko jo uporabljamo, ko je za delo in tako naprej, ni nič narobe. Ja. K tej moralni paniki in k temu, kje delamo napake, tudi mi sami starši mogoče kdaj še pridemo kasneje v pogovoru. Skratka, če pa nad vedenjem izgubimo nadzor, se vanj impulzivno vključujemo ne glede na posledice, ki jih ima za nas, to pa je potem ta del, ko pomeni zasvojenost. Kako naj mi prepoznamo pri sebi, pri svojih otrocih, ali pa pri kom drugem, da gre za ne. Skratka, kaj je neka normalna, običajna, zdrava uporaba, kaj je pretirana raba, s čimer se tudi pri vas ukvarjate, kaj pa je na tretji strani zasvojenost? Se pravi, te tri so različne, v bistvu tudi glede na to, kako mi uporabljamo. Zdaj, če mi uporabljamo neko igro, ki jo uporabljamo zato, da se malo sprostimo, da nam je strast, da imam 1 uro časa, rad bi malo dobil izzive, ker konec koncev v igrah lahko mi treniramo marsikaj. V bistvu moramo biti pozorni na zvok, ki ga slišimo, moramo biti pozorni na sence, ki padajo, moramo se znajditi, moramo taktiko celo naštudirati. V bistvu tukaj, če mi to igramo zato, da v bistvu z neko strastjo in da rečemo, 1 uro dovolj bo, zdaj grem stran, grem nekaj drugega delati, to sploh ni problema. Problem nastane, ko pa v bistvu rečemo, gremo igrati igro in ker naenkrat igramo 4 ure, čeprav smo preplanirali, uro pa pol, nekaj tazga. In je v bistvu že ne samo časovno, ampak tudi začnemo druge stvari spuščati. Naprimer, nehamo se družiti s prijatelji, nehamo se pogovarjati z svojimi domačimi, začnemo izpuščati službo, začnemo izpuščati šolo, v bistvu ugotovimo, da ne bom več treniral nogometa, ker se tam dejansko moram potruditi, bom pač tule cele dneve igral. Ko mi v bistvu svoje življenje oblikujemo tako, da lahko igramo igre ali pa naprimer uporabljamo neke druge digitalne sredstva, je pa že smo že kar precej globoko v bistvu v zasvojenosti. Kdaj pridejo k vam recimo ali pa k vam? Vi mislim, da ste nekoč rekli, ko vas je novinar vprašal, a starši kdaj pretiravajo, pa pridejo prezgodaj, ste rekli, da niste imeli še tega primera. Da bi vi jim rekli, ne, vse je v redu, da v bistvu kvečemu pridejo prepozno. Ne? Ja, jaz bi se mogoče vrnil malo na to, kar ste vi glede Mire prebrala. Namreč ta dojemljivost za zasvojenost, tako kemično kot nekemično, je potrebno prepoznati, kaj človeka pripravi, da je dojemljiv za to. In poglejte, zdaj je nekaj izredno pomembnega, kar bi bodoči starši mogli vedeti, pa tudi vsi starši bi to mogli vedeti, zato jaz se neprestano prizadevam, da bi v pripravi na rojstvo otroka dali te vsebine noter, da bi starši že pred rojstvom otroka lahko oblikovali neko kulturo uporabe nove tehnologije. No, kaj se zdaj dogaja? Veste, zdaj mi že lahko kupimo otroške zibelke, ki imajo avtomatično stojalo, kamor namontiramo elektronsko igračko, ali pa je že kar namontirana elektronska igračka, ki oddaja v intenzivnih barvah in zvokih slikanice. In poglejte, ko se otrok rodi, ima 100 milijard celic. Te celice se pa začnejo povezovati na osnovi zunanjih dražljajev. Zdaj, če so ti zunanji dražljaji zelo intenzivni in da to traja po 1 urco na dan, lahko tudi več, in preden otrok shodimo, mi damo elektronsko igračko in mu 3-krat, 4-krat pokažemo, kje mora s prski, da bo rigov osliček skakala veverca. 5. bo že sam znal, pa ne zato, ker ima dober spomin, ne zaradi tega, ker ima tak talent, ampak kaj se je zgodilo? Ker je on že v zibelki bil soočen z intenzivnimi barvami in zvoki, možgani to poznajo. In preden on shodi in ko mu mi damo to tablico, odmeva to spoznavanje že od otroške zibelke in mu je to znano in se ob tem prijetno počuti in on tega ne bi zapustil.
Smola je pa v tem, da se vse to dogaja še na enih 20-40 centimetrih neke ploščice in če pri 2, 3, 4, 5 letih otrok gleda to ene 3, 4, 5 ur na dan, se možgani pripričajo, da je fokus življenja, da je temelj življenja na 20 centimetrih. In ko mi tako organizirane možgane, ki jih ima otrok, rečemo pri 5, 6 letih, tega otroka peljemo na travnik, mu travnik ne bo spregovoril, ampak bo doživel stisko. On bo naredil sceno, da gre čim prej domov in ko pridejo domov, kaj prvo naredi, se priključi na monitorček in se v hipu pomiri. Zdaj pa otrok, ki pa so starši imeli neko kulturo uporabe nove tehnologije in so mu pravilno dozirali, se pa njegovi možgani niso celice povezovali na osnovi intenzivnega, ampak s pomočjo naravnih dražljajev. Ko pa njega peljemo na travnik, mu bo pa travnik spregovoril in bo videl različne barve rožic, bo letel za metuljčki, bo videl lužo, bo čofutal. On pa noče iti domov, on se pa hoče na travniku utruditi, no, njemu je tam prijetno. Prvič v zgodovini človeštva imamo 2 izhodišči. Možgane otrok, ki so se celice povezale na osnovi intenzivnih dražljajev in hvala Bogu še nekaj otrok, ki imajo še vedno možnost in okolje, ker se celice povezujejo na osnovi naravnih dražljajev. In to je zdaj, ko govorimo o tej dojemljivosti, o katerih Nacionalni inštitut za zdravje tudi piše, kako potem ti ljudje z lahkoto padejo in postanejo zasvojeni, ker smo to zasnovali že v otroški zibelki. Raziskave so pokazale, da se adaptacija možganov na intenzivnost danes začne že v otroški zibelki. Pozor, pred 5 leti se je pa adaptacija na intenzivnost začela v 2. ali pa 3. triadi osnovne šole. Adaptacijo na intenzivnost smo vrgli v otroško zibelko, kar bo imelo neizmerne posledice za dojemljivost vseh oblik zasvojenosti. Kar se tiče zaslonov, naj povem, se to verjetno naši gledalci in gledalke vejo, pred 2. letom absolutno so odsvetovani zasloni. Vi rečete do 7. leta. Tako. Ja, vi vem, da rečete do 7. leta. In tudi potem se svetuje, da zelo, zelo postopno se lahko dodaja to, koliko časa in tudi pomembno, na kak način so otroci pred zasloni. Tle govorimo o vseh zaslonih. S tem, da po teh smernicah je tudi recimo med 13. in 18. letom do 2 ur ta čas. Torej ne govorimo o 5 urah in tako naprej, ampak je treba tukaj paziti na čas. Povedali bi samo še to, da raziskave v tujini kažejo, da je manj pomembno oziroma da ni tako zelo pomembno, kdaj je tista ali pri 10. dobi recimo letu pameten telefon ali pri 11. ali pri 12. 13. ampak je pomembno na kak način v bistvu ga je dobil. Na kak način so mu ga starši dali, kaj od njega terjajo, kakšne meje so postavljene in ali dobi ta otrok dovolj nekega znanja, ki ga razume, na kak način naj telefon uporabi, da bo v bistvu koristna uporaba, da ne bo padel za svoje. Skratka, ko se veliko staršev se sprašuje, a dan pri 11. letu ali dan pri 15. Otroci ponavadi pri 11. že rečejo, vsi imajo v razredu in potem je največja problem tega starša, a ne mu dam že zdaj ali ne mu počakam do 14. leta. V bistvu je pa glavna poanta, da ko mu ga daš, ga opremiš znanjem, kako in kaj. In o tem bi rada zdaj govorila. Kaj morajo starši takrat narediti, ko dajo otroku telefon, pameten telefon? Ja, najprej se morajo zavedati, da to, da ima otrok telefon, ni njihova dolžnost, to je privilegij. Absolutno je to privilegij in naj se mu ga da takrat, ko enostavno vidimo, rabi ga. Naprimer, gre v glasbeno šolo, rabi telefon, da nas pokliče, da prijemo po njega, ampak ko prija domov, ga bo pač odložil na neko poličko in bo tam. Se pravi, tukaj tudi ne rabi biti iPhone, ne vem, zadnje generacije. Mislim, je pa res, da je pred vsakim nakupom take naprave, ko se mi pa rečemo, zdaj res ga rabi, oziroma
res ne gre drugače. Tudi mi se bomo bolj počutili, če vemo, da ko je v glasbeni ali pa ko je na treningu, bo imel neko sredstvo, da vse lahko. Je pa res, da si moramo prej dogovoriti. Točno, kdaj je lahko naprava, kdaj ne sme biti naprave. Absolutno v otroški sobi ni naprav. Jaz vedno rečem, dajmo zdaj vse naprave iz otroške sobe, pa jo imejmo, ne vem, vsi samo v kuhinji. Pri naših uporabnikih, pri otrocih, tudi ko delamo v bistvu skupaj te družinske načrte, kdaj, kje, kako uporabljamo napravo, v bistvu vedno vključimo tudi starše. In najbolj smešna stvar je to, da mladostniki vejo, da se bodo mogli starši zelo veliko v bistvu odreči, če rečemo, noben ne bo hodil na WC ali pa v kopalnico s telefonom. Da bo to tudi starše zadelo, ne? To bo tudi starše zadelo in oni vidijo, da bo to staršem težko. Kako slab zgled smo tukaj starši? Ja, poglejte, zdaj bi tako rekel. Starši smo res vzgled svojim otrokom in zdaj mi že dobivamo v obravnavo otroke, katerih starši imajo s tem težave. Se pravi, zdaj že govorimo o drugi generaciji, tako da tukaj moram kar direkt povedati, veste, da potem trčimo ob določene probleme, kot ste vi izpostavili zelo lepo, vsi imajo, samo moj nima, veste, moj sosed ima Volvota, ki ga jaz nikoli ne bom imel, pa se zaradi tega lahko slabo počutim. To, kaj hočem s tem povedati. Veste, slabo počutje mojega otroka ne pomeni, da je to slabo počutje nekaj nevarnega zanj. Jaz kot oče moram prenesti slabo počutje svojega otroka in ob tem ostati stabilen, urejen in močan, kajti moja doslednost in moč se bo prezrcala van in bo tudi on te lastnosti prevzel potem. Če pa vidi mene paničnega, ko on trpi, bo seveda to mojo paničnost in mojo šibkost tudi on prevzel. Zato starši moramo prenesti pogled na trpečega otroka, pri tem pa moramo paziti. Nič hudega ni, če naš otrok trpi, ker določenih stvari ne dobi, vendar pa moramo, če se to stanje slabega počutja dolgo vleče, znati prekiniti. Na to pa moramo biti pozorni. Tu imamo pa več možnosti, da tako tudi naredimo. Tako da tukaj potem, ko imamo obravnavo, mi pogosto kar zavzamemo stališče, da je zelo fajn, da otrok ne hodi. Da prvo hodijo na obravnave starši, da prevzamejo starševsko moč in ko oni to prevzamejo, potem lahko tudi kulturo uporabe nove tehnologije v družini oblikujejo. Mogoče bi tu dodal kolegici samo to, mislim pa, da ste vi izpostavili, koliko časa. Telefon, tablica, tukaj ne gre za omejitev s časom. Način uporabe je tisti, ki je najbolj pomemben, ne? Ni fokus v telefonu, tablici, računalniku, ampak v čem je fokus? Poglejte, mi imamo 10 prstov na rokah in nogah. Vsaka blazinica ima nekaj tisoč senzorjev, ki možgane aktivira, da se nahranijo z realnim življenjem. Otrok, ki meče nekaj ur na dan žogo na koš, ki pleza, zlaga drva, preko rok, preko nog nahrani možgane z dozo realnega življenja. Otrok, ki nahrani možgane z realnim življenjem, tudi če je malo dalj časa v virtualnem svetu, ga virtualno ne bo zlomilo, zato ker so njegovi možgani dnevno izpostavljeni in doživljanju realnega življenja. Torej, kaj je fokus? Fizična aktivnost je fokus, ker tukaj nisi naredil in nahranil možgane z realnim življenjem, je to omejeno. Ne dati fokus na telefon, presneta red, spet ta telefon zaradi telefona je, ker bo telefon postal mikaven, bo postal nekaj prepovedanega, kar je še večji dražljaj. Ampak mi moramo izpostaviti, poglej, nisi švical, nisi bil zunaj. Tu je fokus problema. In ni džavolo, hudič, ta naš telefonček, ampak... To, kar manjka.
To, kar manjka, to se pravi, naše roke morajo delati noge. Mislim, da pravite, da ste nekje rekli, torej fizična aktivnost, ustvarjalnost in potrošnja oziroma uživanje v umetnosti. Mislim, da ste vi to rekli. Tako. Ja. Opozarjate pa tudi, da ni rešitev to, da bi vzeli torej, družine, ki nimajo ne telefona, ne računalnika, stroga prepoved vsega, da te otroke zna to še bolj potem zamikati in lahko zapadejo v odvisnost tudi zaradi tega, ker tega doma niso nikoli smeli. Ne? Zdaj, boste vi kaj na to povedala? Ja, v bistvu dejansko je, če mi vzamemo stvar, to je najlažja rešitev za starše. Starši se ne rabijo s tem ukvarjati, samo zdržijo, pač, da rečejo ne. In je nujno, da se otrok začne v bistvu, da se nauči s tem pač živeti. Ker konec koncev absolutno je v nekih določenih mejah nujna, popolna, se pravi, abstinenca od naprav. Tudi mi jo imamo naprimer na našem digitalnemu oziroma digitalnemu detoksu na programu. Ampak še vseeno je pa plan oziroma načrt tega, se pravi, celotnega programa, da pa vseeno otrok najprej oziroma mladostnik vidi, kaj se sploh dogaja, da se možgani v 3 tednih dejansko spočijo vseh teh zaslonov in potem tudi, da jih naučimo, kako pa zdaj naprej v bistvu sobivati z tem. Ker ne moramo jih dati stran. Enostavno, gor imamo vreme, imamo kartico, verjetno še kaj drugega, in je nujno, da se tudi otrok oziroma mladostnik pa tudi odrasla oseba nekako nauči, ok, zdaj bom imel napravo, zdaj ne, zdaj jo bom dal stran in ne bo mi težko, ko jo dam stran. Skratka, te, da tako rečem laično, zdrave rabe, uporabe, ne pa zlorabe, če pa si sposodim iz drugih področij te primerjave. Ne? Ja, mislim, res je to, da tudi mi danes, ko gremo v službo, bomo imeli stik z računalnikom, imeli bomo stik s telefonom in če mi že od otroštva ali pa mladostništva ne znamo reči tej napravi ne, bomo tudi med službo našli neko stvar, da bomo šli gor, pa nam bo tisto bolj dogajalo. In je treba se naučiti. A se dogaja, da mogoče najstniki, najstnice, ki jih imate v obravnavi, ali pa tudi starejši mladi, da rečejo, sej moji starši, sej ti imaš tudi s tem težave. Zakaj sem jaz zdaj tukaj, zakaj sem jaz problematičen, sej ti na isti način delaš. Kako starši potem reagirajo? Kaj rečejo? Starši zanikajo. Predvsem starši rečejo, jaz pa že ne gledam cel dan televizije. Mislim, kje si to videl, jaz pa pospravljam. Pa podobne stvari. Starši zelo zanikajo na svojo uporabo. Mi dejansko včasih prav otroci jih prepričajo, pa ti pokaj screen time. Ker je tudi že pri starših zelo velika težava, kar se tiče, se pravi, uporabe. In tudi naprimer, na programu Detox gre v bistvu za detoksikacijo mladostnikov, ki ga delamo skupaj z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna. V bistvu medtem, ko je mladostnik na Rakitni, logout svetovalci delamo starši. Ker če mi damo otroka nazaj v isto okolje, ne bomo čisto nič spremenili. In se v bistvu zelo ukvarjamo starši, kako postaviti meje, kakšna je naša uporaba, kakšen je naš odnos do naprave. In kako v bistvu mladostniku še vsem ponuditi pa tisto, kar on išče na spletu, na igrah in podobnem v realnem življenju. Na NIJZ sem prebrala o digitalni zasvojenosti po podatkih iz meta študije iz leta 2022, vključenih je bilo 64 držav, približno vsak 4. posameznik, tu ne gre le za mlade, kaže znake zasvojenosti, vsaj eno od podvrsti digitalne zasvojenosti, torej ali s pametnim telefonom, internetom, videoigrami, družbenimi omrežji ali internetnim seksom. V slovenskem prostoru so bili pa podatki na področju nekemičnih zasvojenosti zbrani v okviru raziskave Zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju 2018. Zbrani so bili podatki o znakih zasvojenosti z videoigrami in družbenimi omrežji pri 11, 13, 15 in 17-letnikih. In podatki kažejo, da so znaki zasvojenosti z videoigrami prisotni pri nekaj več kot 10% mladostnikov. Bolj pogosto med fanti. Znaki zasvojenosti z družbenimi omrežji pa so prisotni pri 8,3% mladostnikov, kjer je odstotek višji pri dekletih. Veliko nas in veliko naših otrok v naši družbi ima torej težave s tem, da je preveč. Če danes govorimo o zaslonih ali pa konkretno o pametnih telefonih. Nekaj ste že rekli, kako se kaže ta zasvojenost.
Kako pa vemo, da imamo težavo še preden do tam pridemo, da ne pride do tega, da ne eskalira do teh primerov, ko morajo ljudje poiskati pomoč, torej ali pri vas ali kje druge. Kako pravočasno prepoznati, da ne uporabljamo telefona pravilno pri sebi ali mladostniku, otroku, karkoli? Ja, mislim, nasploh bi najprej poudarila, da običajno je ta zasvojenost oziroma prekomerna raba nekega telefona, tablice, karkoli že. Je v bistvu prej nek simptom tudi kakih drugih, v bistvu družinskih težav, mogoče kaj drugega, tukaj tudi zadaj. Tako da ponavadi tudi ne obravnavamo zgolj samo zasvojenost. Včasih na koncu v bistvu opazimo, da se za tega fantka, deklico v bistvu noben starš niti ne zanima. Ali pa naprimer, če sam pogledamo, naprimer, fant, 14 let, hodi v srednjo šolo, ni uspešen v šoli, grozijo mu 2 popravca, športen ni, ker je bolj tako mogoče malo bolj močen, pri puncah nima uspeha, nima družbe, ampak v igri Fortnite je pa on najboljši, a ne? On dobi tam potrditev, on dobi tam akcijo, on dobi tam izzive. In če tega nima, ne, v nekem domačem okolju, ali pa če niti noben se ne zanima za to, kaj on počne, mislim, sploh ne moramo razmišljati, kako, da ne bo tega igral. Če je pa to edina stvar, ko mu pa res da potrditev, a ne. Se mi zdi, da starši, ki res poznajo svoje otroke, ki imajo tudi nek zdrav stik z njimi, ki se z njimi pogovarjajo tudi o digitalnih napravah, bodo tukaj kar hitro opazili, kdaj je otrok preveč navezan na napravo. Mi v bistvu, ko se srečujemo s temi najhujšimi primeri, imamo lahko mladostnike, najstnike, ki so že grozili z nožem staršem. To pri odvzemu? Pri odvzemu, ja. Pri prekinitvi, se pravi, prekinitev je bila pač, je padel ven, ne, se pravi acting out. In naprimer, tudi imamo mladostnike, ki so splezali na okno, se hotel v bistvu vršiti čez okno, ker je internet oče izključil. Imamo primere, kjer družina nima nobenih vrat več, ker je najstnik vse zlomil, se pravi tudi na omarah. Skratka, ko pride do tja, je absolutno že kar zelo prepozno. Ko pa vidimo, da naš najstnik tudi takrat, ko ima možnost kaj druga početi, gre rajši na telefon ali pa rajši igra, tudi ko ga pokličejo prijatelji, gremo zdaj mi malo ven, ne, pa je rajši na telefonu, takrat pa se je že dobro začeti malo pogovarjati, kaj pa zdaj tukaj se dogaja, koliko pa imaš telefona, koliko pa igraš, kakaj igraš. V bistvu, da se že takrat lahko začne, to pa mogoče ni dobro, a ne. Da smo pa v tem primeru ponudijo druge stvari, ki bi zadovoljevali vse tisto, kar prejme v bistvu na neki napravi. Predlagate iste stvari kot recimo gospod Kramli, torej vi ste rekli fizična aktivnost najbolj, ne? To je izkušnja realnega sveta, umetnost, ustvarjanje, so še kakšne druge, kako v bistvu z najstnikom ali z najstnico govoriti o teh stvarih, da jih bojo sprejeli. Pogosto se namreč zgodi, ne, da otroci tukaj zavračajo pogovor o tem, oziroma da se jim zdi, da posega starš v nekaj, kjer on nima težave. A ne? Na kak način sploh otroka prepričati, da je, skratka, če si sposodim vašo primerjavo, trava in realni svet zelo zanimiv, da ni zanimivo samo tisto, kar je na telefonu. Ja, najprej moramo v bistvu k stvari pristopiti resno, ne? Ker če pogledamo otrok, ki je, ne vem, 8 ur, 9 ur igra igro, je vložil veliko časa. Zelo veliko časa. In če mi rečemo, se to je samo ena igrica, se to je samo telefonček, to se itak nič ne dogaja v realnosti, mladostniki nima več. Smo ga zgubili. Ja, absolutno, takoj. Nimajo več te meje digitalno, realno. Pri njih je zelo zabrisano že to. Se pravi, to prva stvar, rečemo, da mi povej, kaj se tukaj dogaja, kako pa to igraš, ali pa naprimer, s kom se pa tukaj pogovarjaš na teh napravah, ker tudi če mi ne vemo točno, kaj se dogaja, vsaj naše izkušnje kažejo, da ko jih začnemo spraševati, zelo radi pripovedujejo. In da se v bistvu z nekim zanimanjem, kaj pa misliš, da se tukaj dogaja, kako pa misliš, da to na te vpliva, se da že marsikaj v bistvu narediti. Zelo pomembno je, da ko se začnejo uporabljati naprave, se točno dogovorijo časovne omejitve in da mladostnik, otrok, če že je otrok, ve, ob
kakšnem primeru bo ta digitalna naprava odvzeta. In se tudi dogovorimo, ta čas, ki ga bomo omejili, bo tvoj bruto čas. Ti moraš ta čas, ko boš imel napravo, načrtovati. Ker ti ne moreš začeti igre, ki traja pol ure, zadnjih 5 minut. Ker pol ti bo starš prišel, bo želel prekiniti, boš ti padel ven, bo prepir in tako naprej. Da v bistvu se že prej dogovorimo v tem smislu in da nekako poskusimo priti do njih s tem zanimanjem. To saj mi opažamo, da to bolj kot ne najbolj deluje. Če zamudimo to fazo, da posežemo ali pa da se vključimo ali pa da otroke pregovorimo pravočasno, kakšne so pa najhujše oblike, recimo, ko vi vidite te zasvojenost? Zdaj, prvo je treba povedati, kaj pomeni, da zamudimo to fazo. Zato, da jo naši poslušalci, gledalci vedeli, o čem sploh govorimo. Poglejte, do 12. leta so otroški možgani čudovito narejeni. Do 12. leta mi lahko, brez da bomo doživeli nek kontraefekt ali pa obsojanje sovraštva otroka, postavljamo meje. To se pravi, do 12. leta mi lahko nastopamo z pozicije moči, avtoritete, doslednosti in zahtevnosti. In to tudi moramo. Zakaj? Ker so možgani do 12. leta narejeni tako, da ob doslednih, ob močnih, stabilnih, zahtevnih starših možgani zahrepenijo, kdaj končno mi bodo zaupali, kdaj končno bom jaz smel nekaj povedati, kdaj končno bom tudi jaz smel v tej družini odločati, soodločati. To se pravi, tam, kjer so starši zahtevni, pokončni, dosledni in znajo s pravilno avtoriteto otroka usmerjati, otroški možgani dozorijo za zaupanje. Od 12. leta do 23. leta gradimo zaupanje postopoma. Zdaj už 2 uri, vzunaj po 1 uri se mi oglasi. Zdaj ti dan toliko denarja, prinesi račun, to postopoma stopnjujemo. Po 23. letu pa gradimo prijateljstvo z otrokom. Če smo mi do 12. leta brez avtoritete, brez zahtevnosti, brez nekega močnega angažmaja starševstva, ti možgani ne zahrepenijo, kdaj mi bodo zaupali, ker je bil starš prešibak. In seveda, če imamo sedaj mi otroka, ki je bil do 12. leta deležen prijateljevanja, zaupanja in bo pri 13-14 letih začel hoditi po robu med življenjem in smrtjo, začel kaditi marihuano, pornografija, ukradel avto, bil s punco, noter se prevrneta, oba dva, hvala Bogu, preživita in zdaj bojo pa starši rekli, zdaj bomo pa red v hiši naredili. Ne bo šlo. Zakaj? Zaradi tega, ker do 12. leta možgani niso vzpostavili sposobnost dojemljivo za konstruktivno sodelovanje od 12. leta naprej. Seveda, ta sposobnost konstruktivnega sodelovanja od 12. leta naprej ne pomeni, da bomo brez težav, ampak da bomo ob težavah imeli eno pomoč, da bomo stabilizirali nevarna stanja. In zato je tako pomembno, da do 12. leta postavljamo strukturo uporabe nove tehnologije. Absolutno, kar je bilo že rečeno, otrok, mladostnik ne more biti lastnik telefona, tablice, računalnika, lahko ga pa uporablja. In mi do 12. leta, če to počnemo, ne bo nekega kontraefekta, sovraštva, ker so možgani tako narejeni, da so dojemljivi za postavljanje teh meja. Če bomo pa to po 12. letu začeli, bomo pa napovedali vojno. In bo ravno tisto, česar se bojimo, tisto bomo dobili. Ravno tisto, kar nočemo, nam bo delal. Zato moramo do 12. leta stvari postaviti tako, da bo potem po 12. letu lažja zadeva. Druga zadeva, ki jo bi tukaj mogoče sam dopolnil, pa je razlika med otroci in med odraslimi. Glejte, tukaj, če ima naš otrok 3, 4, 5 ur telefonček, ali pa če ga ima odrasel 4, 5 ur, je velika razlika. V čem pa je razlika? Tja do 12. in kasneje od 12. do 26. leta je občutljivost možganov na svetlobo, zdaj govorimo samo o svetlobi, brez vsebine,
vpliva na hormonski sistem in se začne pri otrocih, mladostnikih pojavljati motnje spanja, nespečnost, vedno šibkejša sposobnost koncentracije, ampak govorimo samo o svetlobi. Govorimo o modri svetlobi, ne? Govorimo o modri svetlobi. In kaj se zgodi? Oblikuje se stalen občutek energetske krize in Svetovna zdravstvena organizacija z vsemi zvonovi zvoni in pravi, mi imamo mlade, ki so energetsko izčrpani. In zdaj je ta naš mladostnik 5-6 ur na telefončku in bo svojemu tastarmu rekel, si ti tudi 5-6 ur na telefončku. Ja, res, ampak je velika razlika. Ne opravičujem za starša, tudi za starša ni prav, da je, ampak posledice, in to se starši moramo zavedati, če je naš otrok toliko časa kot mi na telefonu, je škodljivost pri otroku veliko večja kot pri odraslem. In tega... No, in ko je ta naš otrok izpostavljen tej modri svetlobi, pa sploh vsebini ne govorimo, so raziskave pokazale, da to bistveno vpliva na ambicioznost, na strast, da bom iz sebe nekaj naredil, da sem zagnal v življenje. Zdaj pravi, mi smo pa to svetlobo dali v otroško zibelko. Kjer 100 milijard celi čaka, da se zažene v življenje in da usvoji življenje, mi pa damo zaviralca življenje v otroško zibelko. Veliko smo že govorili o tem, kako to prepoznamo, ampak kaj so pa tisti kritični opozorilni znaki? Ne? Torej, rekli smo že, bi rada malo sistematično, zato da bodo ljudje prepoznali. Če otrok recimo je na telefonu, ga pokličemo k kosilu ali pa k neki skupni aktivnosti, ne želi priti. Je jezen, ker želimo, da z njo prekine. Ko recimo opažamo, da opušča celo zanimanje za druge stvari, za svoje prijatelje, za nas, za ne vem, hišnega ljubljenčka, za najljubše hobije. Ko vidimo, da to vpliva na njegovo učenje oziroma šolske aktivnosti. Ko vidimo, da ga ta stvar frustrira in jezi, pogosto se povezuje tudi z depresijo. Tukaj mislim, da sicer ni jasno, kaj je prej, kaj kasneje, ampak zelo pogosto se upada. Kaže se tudi v tem, da nekateri slabše potem skrbijo za higieno. Sem še katero od teh stvari pozabila? So še kakšni taki znaki, na katere treba biti pozorni? Glejte, jaz vedno Filipa ime izberem, pa to zgolj, ker mi je to ime simpatično. Če pride oče in Filip igra igrice, to je sin, in mu reče naredi to, in čez 5 ur pride oče, Filip, zakaj nisi tega naredil? In Filip reče, ker mi nisi nič rekel. To se pravi, če so naši otroci tako močno aktivni na igricah, socialnih omrežjih, da ne morejo upravljati svojih zadolžitev v šoli, domači hiši, je to alarm. Takrat dejansko miselna enotnost staršev do tega problema mora biti. Klepa, kako pride do miselne enotnosti staršev, to bi bila že druga oddaja, ker miselna enotnost staršev to ne pomeni, da se vsem strinjamo, ampak o bistvenih stvarih, ki vplivajo usodno, tam pa mora biti miselna enotnost staršev. No, in tukaj, če starša ne bosta miselna enotna in rekla, Filip, preveč te imamo radi, to se je ta teden že 4-krat zgodilo, od zdaj naprej se ne bo, ker bomo postavili strukturo. Če starši tega ne naredijo, gre Filip po drugo stopnjo. Ta druga stopnja pa je, da bo potem Filip brez cilja in namena surfal po telefončku po različnih vsebinah, ampak ker ima on prazen čas, pustimo prosti čas, on ima prazen čas in surfa takrat v tem praznem času in starša opazujeta in vidita, da je bil v enem tednu 50 ur na igricah, socialnih omrežjih. Poslušajte, mi imamo v našem centru osnovnošolce, ki so letno 3000 ur na telefonu, starši smo pa 2100 ur v službi. Madonca, kako je možno, da smo starši tako zglajzali, da svojemu otroku dovolimo, da je dalj časa na telefončku, kot smo mi v službi. In če mi vemo za vse te posledice, o katerih danes govorimo, in ko jaz tega otroka potem vprašam in mu rečem, kako ti ocenjuješ? A bi bilo kaj drugače, če bi namesto 3000 ur bil na telefonu, da bi 3000 ur bral knjige? In rečejo, seveda bi bilo drugače, a ne? No, in če še tukaj ne bomo rekli, ti ne boš 50 ur
na telefonu tedensko, ampak bomo postavili strukturo, če to spregledamo. Gre Filip v tretjo stopnjo. Tretja stopnja je pa, da je tako močno ponotranil ta telefon in tablico, da aparat, da niti na bicikl, niti ven, nikamor ne gre, če nima tega aparata pri sebi. In seveda ga je tako ponotranil, da je on popolnoma nefunkcionalen, kot ste že omenili, ni higiene, ni prehranjevanja, ni obiska šole, ni komunikacije, popolna otopelost, neangažiranost. To pa, gledajte, v Sloveniji, pa ne me tu zdaj zameriti, v Sloveniji ni programa za teh 3000 otrok, mladostnikov in študentov, ki bi jim lahko pomagal, da bi se prebudili iz tega ven. A veste, ker v 3-4 tednih upočasni življenje, ne moreš problem zasvojenosti rešiti. Vi mislite, da so potrebni dolgotrajni tudi programi? Najmanj 3 leta. A veste, to so programi, ki a veste, možgani morajo narediti 3 korake, se o tem danes sploh nismo govorili, ker izvolite. Ne, dejansko 3 tedni so ravno to, da si odpočijo. Potem šele, ko pride otrok domov, se šele začne garanje. Mi tudi v bistvu starše pripravimo, tudi ko začnemo delati meje, otrok bo nesramen, nasilen, na vse to se moramo pripraviti. Rekel nam bo stvari, ki bodo res bolele. Ker nas dobro pozna, bo znal piknati tiste stvari, ko nas najbolj zabolijo. Tako da takrat se začne šele delo in mi potem še vztrajamo, mi še delamo z mladostnikom. Je pa seveda, glede na trenutno situacijo, tudi jaz sem mnenja, da bi rabili bolj obsežen, bolj dolgotrajen v bistvu program. Če se pa vrnem nazaj na to, kako se v bistvu te zasvojenosti tudi vidijo, kot je rekel že gospod, otroci, tudi odrasli, ne znajo več komunicirati, zgubijo ves stik z zunanjim okoljem, predvsem tukaj, ker lahko mi tudi dejansko bivamo v digitalnem svetu. Mi imamo že VR očala, mi lahko imamo v VR svetu lahko fanta, punco, z njim zaspimo dobesedno. Ker mi, ko vidimo stvar, pa ko imamo pač teh 6 senzorjev. Za naše možgane je to edino je to realno. Ne? Ja, zelo podobno. Nekaj že čutimo, dejansko lahko imamo spolni odnos v tem svetu. Je težko potem to osebo, ki lahko v eni sobi živi life, ki ga v svojem življenju ne more, hodi tam na partije, pije alkohol zraven teh partijev, ima predavanje, je pomemben, oblikuje si podobo tako, kot jo on želi. Kako zdaj tako osebo v bistvu prepričati, da tvoje vrednote so pa, da bi rad imel neko družino, a jo lahko imaš prek spleta, tam pa se v bistvu že mogoče, že prva stvar v bistvu onemogoči. Tako da je zelo težko prepoznati, zelo težko tukaj karkoli poseči. Jaz bi mogoče tudi dodal to, k nismo niti načeli, posledice tega prekomerne uporabe virtualnega sveta. A veste, naj se bo resničnostni šovi ali igrci ali karkoli postavljajo zelo visoke kriterije. Moraš imeti tak nos, take prsi, moraš izgledati tako, moraš biti tak in drugačen. In seveda ti možgani, ki so vpeti v virtualno, so izredno dojemljivi za umetno ustvarjene potrebe, umetno ustvarjene like, situacije. In seveda njihova pridobljena samozavest in samopodoba se sesuje v tem virtualnem svetu. In seveda, kdo bo te umetno ustvarjene kriterije lahko uresničil? In seveda, ker jih zelo težko uresničiš ali pa jih niti ne moreš uresničiti, ker so to tako visoko postavljeni kriteriji, ti mladi začnejo doživljati krizo lastne samopodobe in samozavesti, se zapirajo v svojo sobo, postanejo nasilni do sebe, samopoškodbe, nimajo oblikovane samozavesti in samopodobe, ki bi ustrezala realnemu življenju, ampak v nekem virtualnem svetu. In zlomka, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da oni svoje realne težave začnejo reševati v virtualnem svetu, to pa ni ustrezno reševanje težav, ampak celo poglabljanje težav v realnem življenju. In seveda tukaj je pa zdaj zopet dejansko vprašanje za civilizacijo, za higieno uporabe nove tehnologije celega človeštva, a bomo dovolili, da se načne samozavest in samopodoba
pridobivati na naraven način in jo bomo umetno oblikovali. Poglejte, zdaj imamo kar nekaj žarišč vojen, ki mi srce boli, jih ne podcenjujem, ampak po mojem mnenju poteka ena veliko bolj pomembna in veliko bolj kruta vojna, to je za bistrost možganov. Kitajci so to pogruntali, so sprejemali orang zakonodajo, da svoje mladostnike zaščitijo pred vplivom virtualnega. Oni znajo zelo dobro ločiti nova tehnologija in delo, nova tehnologija in zabava. Nam uvažajo in dajo TikTok, da se odklapljamo. Njihovim mladostnikom ga dajajo, da ustvarjajo. Oni so sprejeli zakonodajo, da zaščitijo svoje otroke in bodoče bistre možgane ustvarjajo. Zdaj je Florida predlaga zakonodajo, da do 16. leta strogi nadzor nad mladostniki, kako uporabljati novo tehnologijo. Zdaj posamezne države nekaj delajo na tem področju. Zdaj nismo odprli niti teme umetne inteligence, ki bo lahko pa sprožila eno zadevo, ki jo pa moram mogoče čisto na kratko. Glejte, ko imate vi otroka, pa vi ali pa jaz, ga naučimo izgovarjati besede. Materin jezik tega našega otroka oblikuje in mu daje tudi osnovo za rast osebnostne strukture. In zdaj jaz kot oče lahko vidim svojo hčerkico, da je zelo nežna, pogovorljiva, in ko je najstnica, vidim, da gre že mogoče v kakšne skrajnosti, ko z njo govorim, in potem počasi, ker sem z njo v stiku, vidim, da je postala psihopat. Jaz ob tem, ker imam živo besedo, vidim odklone, ki jih moja hčerka pridobiva in lahko ukrepam. Ko pa jaz začnem živo besedo nadomeščati s socialnimi omrežji in ko socialna mreža prevzamejo vlogo, ki jo imamo starši, ko otroka učimo besede in komunikacije, socialna omrežja vplivajo na razvoj osebnostne strukture našega otroka, starši tega ne vidimo in potem se pojavi mladenič, ki pobije 13 svojih sošolcev in smo zaprepadeni, kako je on tega sploh bil sposoben narediti, ki je tak fajn občutljiv fantek. Ja, seveda, zato ker imamo zaradi pretirane uporabe in delovanja in pomena socialnih omrežij zabrisano živo komunikacijo, ki omogoča, da jaz sem seznanjen, da se tam dogajajo rane in te rane jaz lahko preprečim. In teh presenečenj, pobojev, agresivnosti bo vedno več, če se kot civilizacija ne bomo streznili. Živa beseda je nenadomestljiva. Torej, to je to, kar se reče, najmanj 1 uro na dan, da se usedemo za kosilo, za večerjo, da imamo pogovor med sabo kot družina, kakršnakoli družina to že je, in da se pogovarjamo z otroki ali med sabo, če so v njej sami odrasli, da imamo ta stik, da vemo, kaj se dogaja, da odpremo, vi ste rekli, rane, da se pogovarjamo tudi o teh stvareh, ki nas težijo, bolijo in tako naprej, da začutimo en drugega. To je verjetno tukaj ključno. Koliko pa k vam prihajajo, recimo, predvsem na dekleta, veliko vplivajo moč družbenih omrežij s temi lepotnimi standardi. To smo pri nas v rubriki Poglobljeno veliko pisali o tem, koliko tega vi vidite recimo v praksi? V praksi načeloma do nas ne pridejo prav z tem problemom, pridejo z problemom pretirane, se pravi, obremenitve z digitalnimi v bistvu omrežji, se pravi socialnimi omrežji. Naj sam izpostavim, danes mladostniki ne bodo šli na Google iskati informacij, bodo šli na TikTok iskati informacij. Ne bodo več uporabljali Google ali kakršnegakoli drugega sredstva. Je pa absolutno tukaj primerjava, ki je lahko zelo boleča. Deklice so pripravljene marsikaj tvegati, da dobijo stike, da dobijo potrditve, tudi pripravljene so se razgaliti
Tukaj se že navezujemo na to, s čimer se tudi pri Logoutu ukvarjate, na nevarno rabo interneta. Ja, drži. Se pravi, da so pripravljene veliko več tvegati za to, da dobijo vsaj nekaj, se pravi nazaj. Torej potrditev, samozavest, všečki so tukaj tisti, ki krojijo v bistvu življenja. Ne? Ja. In to je tudi tisto, s čimer nas tudi družbena omrežja priklapajo nase, priklenejo nase, na ta v bistvu dopaminske potrditve, če lahko tako rečem. Brala sem, letos je izšel v Guardianu en odličen članek, Everyone is on their phones, but is it really phone addiction we are experiencing? Izjemno dobro govori tudi o tem, kar ste vi prej govorili. Torej na začetku začne, to je en long read, dolg članek, začne se pa v bistvu s primerom ene punce, ki je šla na omrežja, bila gor ravno zato, ker se je počutila osamljena, zapadla v odvisnost. To je zgodba mnogih, mislim, ni to samo ena dekle. In konča se v bistvu s tem, da smo vedno bolj priklopljeni in hkrati vedno bolj osamljeni. Da v realnem svetu praktično izgubljamo in iščemo tam to neko povezanost, kjer je ne bomo zares dobili. In tu je tukaj ta nevarnost, v katero mnogi pademo. Sama po sebi v bistvu odvisnost od telefonov ni medicinski izraz, ne obstaja, čeprav se vsi znanstveniki strinjajo, strokovnjaki opozarjajo, da v bistvu lahko o tem govorimo, o zasvojenosti oziroma kakšne so škodljive posledice tega, ki jih realno vidimo. Vsi smo danes govorimo že 1 uro o tem. Pred časom smo v rubriki Poglobljeno objavili tudi intervju z nemškim psihiatrom Manfredom Špicerjem. On pravi recimo, da bi pametne telefone morali obravnavati, kar se tiče otrok, najstnikov, tako kot alkohol. Da gre za podobne mehanizme, zasvoljivosti in škodljivosti, posebej za najstnike in za otroke, pa tudi seveda za nas, za odrasle. Koliko pa imate recimo pri Logoutu odraslih, ki pridejo k vam po pomoč? Odraslih nekaj jih je, niso zdaj toliko pogosti, res večinoma delamo z mladostniki. Je pa res, da odrasli si bodo zelo pozno priznali, da je pa tukaj res problem. Kot je rekel gospod, ko bodo imeli res velike, v bistvu, bom rekla, zadolžitve, čist finančne, ko bomo videli, da v bistvu, naprimer, odrasla oseba ne zmore svoje sodelavke več v oči pogledati, ker ima od zadaj slike te pornografije, ki je lahko tudi zelo trda, pa zelo groba pornografija. Šele takrat bo, ko je res, to pa že res skrajna meja. Govorimo tudi o zasvojenosti s pornografijo. S pornografijo mi imamo veliko tudi posameznikov, ki imajo težave z športnimi stavami prek spleta, gambling prek spleta, spletno nakupovanje, tudi to smo že obravnavali, življenje v VR svetu. In ja, tudi mi nimamo čisto vseh orodij, tudi v Sloveniji je šele prejšnji teden prišlo ven, se pravi prevod vprašalnikov na psihodiagnostični center, se pravi za psihodiagnostična sredstva je prejšnji teden naprimer to izdal. Skratka, se poskuša nekaj spremeniti, da bomo sploh lahko strokovnjaki tudi delali, da bomo imeli orodja. Je pa res, kot ste rekli, samo igre so trenutno lahko, se pravi, da jih definiramo, kdaj je zasvojenost, kakšni so kriteriji, ostalo še pa ni. Kje vidite mogoče za konec rešitve? Danes smo govorili o kar nekaj problemov, tudi kako jih zaznavamo, kakšne uničujoče posledice lahko imajo na naše življenje ali pa na življenje naših otrok. Opozorili smo, da nikakor ne gre za to kriviti tehnologije, ker tehnologija sama po sebi je lahko dobra in jo tudi moramo znati uporabljati. Ampak tako kot pravite, premalo v bistvu naredimo. Vi se močno zavzemate za to, da bi že v starševski šoli za starše, ko ljudje pričakujejo otroka, obiskujejo, da bi tam dali že staršem, tako kot dajo navodila, kako se je treba pravilno čistiti zobe, da jim tudi povemo, na kak način z otrokom in ekrani. To je ena recimo od predlogov. Kaj pa drugi konkretni predlogi? Skratka, da bi več naredili, da bi bili dolgotrajnejši ti programi, mogoče tudi za prepoznavanje. Poglejte, tukaj bom kar izpostavil.
Celje, ko je bilo spletno, se ni bilo realno nasilje, je bilo, ker so snemali nasilje. Ne? Sošolke so se spravile nad eno sošolko, to se je snemalo. In reakcija vseh akterjev je bila, potem, ko so malo izpostavili, moja je samo snemala, moja je samo ploskala, ni bila povzročitelj nasilja, ampak je to sam zabeležila. Poglejte, otrok, ki snema nasilje, je nasilnež. Kajti v njegovi osebnostni strukturi je zabeleženo, da nasilje more snemati, ne pa da ga bi preprečil. Zlo je potrebno sankcionirati. Zdaj, ob tej besedi se v marsikateri strokovnjak zdrznil, pa mu bo slabo postalo. Ampak dejstvo je, da je zlo treba sankcionirati, kajti potrebno je tudi zdravo populacijo zaščititi. To pa pomeni, da je zlo treba sankcionirati seveda na primeren način, ne da se tistemu, ki je zlo počenjal, a ne kakorkoli neprimerno ga kaznuje, ampak da se mu da jasno vedeti, da se to ne dela. Sme, ja. Da tega ne sme. Ja. Tega odziva, na primer, v Celju ni bilo strani naše države. Če bi bil jaz minister za šolstvo, bi rekel, ravnatelji so odreagirali tako, kot je prav, in jaz stojim za ravnatelji, stojim za učitelji, to so usposobljeni ljudje, tam so pa ravnatelji imeli tiskovno konferenco, ki jih nobena institucija ni podprla. Država mora v svoji zakonodaji jasno in odločno oblikovati kulturo uporabe nove tehnologije. Telefonov tablic na šoli ni, v muzejih je ni, na Centru za socialno delo tega ni, potem v cerkvah tega ni. Zakaj zdaj pa posegati zakonodajo v to? Zaradi tega, da bi državljani začutili, da so nekateri prostori, ki so sveti in da tam nima niti prostora nova tehnologija. Da se v nas ohranja in gradi občutek neke dovzetnosti, da so neke meje, nekaj je sprejemljivo, ni sprejemljivo. In mi pridejo ravnatelji in rečejo, veste, v našem dejaškem domu ne upamo postavljati omejitve, ker jih v drugem dejaškem domu ne postavljajo. Nimajo nobenih omejitev. Nimajo nobenih omejitev in je vpis dejakov v dejaški dom tam toliko večji, da bomo mi propadli. To se pravi, država bi mogla vzpostaviti kriterije, miselno enotnost med dejaškimi domovi, med šolami, torej vzpostaviti zakonodajo, kje je to primerno, kje ni primerno, ustvariti, oblikovati, zato so osnutki že narejeni, predmet varne uporabe nove tehnologije v osnovno šolo, govoriti o digitalizaciji, ne tako kot Gospodarska zbornica predlaga, da bojo naši najstniki konkurenčni, ker bodo to in to, kot oni so predlagali vladi. To je katastrofa, prav zaradi tega ne bodo konkurenčni. In Kitajci se tega zavedajo. To se pravi, pravilno govorjenje o digitalizaciji, kajti Švedi ukinjajo digitalizacijo. Zdaj zaznavam, da so tudi druge severnoevropske države začeli posnemati. Ja, korak nazaj. To se pravi, mi pa govorimo o digitalizaciji na način, da se bojim, da bomo generacije ljudi, otrok, ranili. To se pravi, veste, tu je toliko predlogov, ki bi lahko koristili, ampak saj sem vam že na začetku povedal, meni je nerazumljivo. Mi smo prvi center v Evropi, ki se je ukvarjal z nekemičnimi zasvojenostmi v javnem zdravstvu. Pri nas so se učili Italijani, Avstrijci, Francozi, Hrvati in če pogledam njih, so vsi znatno bolj napredovali. Naprimer, že če greva v Zagreb, imajo že vrsto let čudovito izoblikovano zdravljenje, pomoč nekemičnim zasvojencem, pri nam še do danes tega nimamo, pa pri nam so se učili, bili smo pionirji, vsi so nas prehiteli in človek se vpraša, zakaj. Zdaj, neki pomoči je še ena, se pravi, poleg tega našega programa Digitalni detoks, ki je učinkovit, je pa absolutno potrebno delo, se pravi, s strani staršev.
tukaj se ponovadi pri nas največkrat zalomi. Je pa tudi v bistvu Idrija ima zdaj v bistvu program, se pravi bolnišnica Idrija, se pravi psihiatrična, ima program, se pravi za nekemične zasvojenosti. Za odrasle. Za odrasle, ja, pardon. 4-tedenski. 4-tedenski, kar je, se strinjamo, premalo je. Tukaj je treba narediti neko širšo podporo in absolutno delati na preventivi. Naprimer, sem včeraj predavala staršem za vrtec, se pravi staršem vrtčevskih otrok. Jaz sem razlagala, kaj se dogaja na TikToku, kaj se dogaja na Instagramu, kaj njihovi starši, otroci gledajo, ker če imajo telefon, bodo znali prijeti na to stvar. In so bili sem tako, sploh nismo vedeli, da se to dogaja. Dejansko jih jaz malo strašim na teh predavanjih, ampak se mi zdi, da je to absolutno premalo. Tudi 2-3 inštitucije v Sloveniji tega ne bodo zmogle same. To, kar sem prej rekla, se mogoče zdaj s tem vračamo na to, da moralna panika absolutno ni pravilen odziv, ampak je potrebno osveščanje, postavljanje jasnih meja, reagiranje na pravilen način, takrat, ko ugotovimo, da imamo problem ali da ima naš otrok problem. Samo moraliziranje in demoniziranje pa nista prava odziva. Je tako? Ja, najstnik bo najdel meje, ki jih bo skušal pač v bistvu podreti, preseči. In če mi v bistvu tukaj samo neko nabijamo slabo vest, brez da bi ga naučili oziroma počasi upeljali te zdrave meje, če smo že zamudili, se pravi ta vlak v otroštvu, bo tudi ta najstnik najdel druge meje, ki jih bo lahko podaril, če jih mine. Rada bi končala na malo pozitivni noti, verjetno oba v vaših praksah. Imate tudi dobre primere, ko se ljudje rešijo iz tega nekega začaranega kroga slabe volje, frustracij, opuščanja drugih aktivnosti, razbitih družin in tako naprej. Nam lahko poveste za kakšno, mogoče, na katero se radi spomnite? Ja, pri nas je ponavadi zelo veliko teh lepih trenutkov po 3-tedenskem programu. Zadnji teden otroci začnejo govoriti starši. Dejansko pridejo, se usedejo, se z njimi pogovarjajo. Ne vem, je prišel gospod, je rekel, moja hčerka se ni nikoli z menoj pogovarjala zadnje 2 leti. Zdaj bo prišla pa malo pohengala z menoj v kuhinji ali pa kaj podobnega. Absolutno to ne moramo reči, da je zdaj stvar rešena, ampak te primeri so tako, ti sežejo, ko reče, namesto 10 ur je zdaj da telefon stran brez problema, po 2 urih ga odloži, ne kregamo se zaradi tega. Da se. Da se. Tudi vi pravite, da se. Poglejte, jaz bom tako rekel, že današnji pogovor je en vesel dogodek. Ker ste eden redkih medijev, naprimer, ki stvari tako prime in jim streže, kot se zagre. Naprimer, vzemo samo dogodek, ki se je sedaj zgodil v garaži, ko so najstniki zaprli pod policiji. Kako pomembno vlogo imajo mediji, ko prikazujejo določene stvari, ja, res je. Ker delajo pogosto krat junake in reklame za to. In jaz sem tudi že kar na pomembne medijske hiše pisal, da zastonj pridem, ker sem pa to študiral malo te zadeve. Kako se o takih dogodkih naj poroča, da se škoda ne dela? Tako, senzacionalizem, prikazovanje zaradi samih, klikov, gledanosti in tako naprej, proti temu, da osveščaš na racionalen in nek pameten način, ljudem prikažeš zgodbo, ampak hkrati tudi, da... Da to sem vesel, veste, naprimer, to je vesel dogodek. Drugač pa, kot ste vi že rekla, gledajte, mi smo skozi vsa ta leta okrog 350,000 ljudi je šlo skozi naše delavnice. Ja. Okrog 350,000 ljudi. Ne boste verjeli, kjerkoli po Sloveniji grem, se mi pogosto krat zgodi, da kdo pride in reče, Madonca, jaz se vas pa spomnim, ko sem igral to in to vlogo, a se vi spomnite, ko greš okrog in vidiš, da se ljudje zapomnijo in da jim je to še danes vodilo, mi kar poboža. Tako da teh dogodkov je kar nekaj. Tako. Lepa hvala obema, da sta prišla in razlagala stvari, o katerih moramo vsi več vedeti. Hvala lepa še enkrat.
Malenkost. Tako srečno. Hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Upam, da smo uspešno odprli še eno temo, marsikaj povedali, marsikaj pa si lahko še preberete na naši spletni strani nnainfo.si. Hvala lepa še enkrat in spet bomo kmalu skupaj.